problem droge, problem brezdelja mladih, problem, kako se z tega konkretno pripravljeni pristop k tem problemu? Ja, v Kranju, ne vem, če poznate, jaz pač sem v komisiji za družbene dejavnosti in tam noter vidim, da je v proračunu mestne občine Kranj ogromno nekih manjših oblik pomoči za te mlade, ampak se mi zdi, da je vse razdrobljeno, da denar odhaja malo tukaj, malo tam, praktično se pa nič kaj ne zgodi. Jaz, ko sem hodila, kot sem že prej omenila, po Evropi, sem videla recimo na Švedskem, kako so ta problem rešili. Enostavno so institucijam za izobraževanje odraslih, tam imajo druga imena, kot so pri nas Ljudske univerze, dodelili sredstva v ta namen, da so se zelo opremile za sodobnimi študiji, za produkcijo glasbe, za snemanje videospotov in na ta način so zanimirali mlade, da so se vključili ponovno ne v klasično šolanje, ampak v šolanje po drugačnih poteh. In tega se mi zdi, da v Sloveniji manjka. Vse samo stavimo na redni šolski sistem, imamo pa toliko neizrabljenega na drugih področjih. Tam sem videla tudi to, kako so opuščene industrijske obrate, ravno tako, kot jih imamo tukaj v Kranju, tekstil, mislim, da je bil tekstilna industrija, osnarska industrija, kako so pravzaprav te obrate preuredili, krasno opremili in so zopet nastali popolnoma novi srednješolski in pa visokošolski programi za umetnost, za režisersko delo. Skratka, ogromno je teh niš, ki jih tudi v Sloveniji manjka. Takih programov pravzaprav nimamo. Tukaj vidim eno veliko in lepo priložnost. Ni treba nič novega izumljati. Samo, če gremo malo po svetu, pripeljemo domov, pa začnemo lahko kar hitro delati. Če dovolite, bi mogoče, evo, ni na ključe, jaz imam tukaj en prospekt, ali pa, ko so ga talali po Ljubljani, ne, to je takovani center za rehabilitacijo odvisnikov, brezplačen center za rehabilitacijo odvisnikov, Reto. Zakaj vam to pripovedujem? Iz osebnih izkušenj, ki smo jih imeli v družini, to funkcionira pa preprosto. Mlade je treba jim dati možnost, da izživljajo svojo energijo na igriščih, se pravi, razvoj športa je bilo že omenjeno. Potrebno je seveda neprestano osveščati mlade in ne samo mlade, starše, da so pozorni na njihovo, na odraščanje njihovih otrok, na njihovo vedenje. Ko pa do tega pride, je pa seveda potrebno na vse načine spodbujati ustanavljanje takovanih rehabilitacijskih centrov, terapevtskih skupnosti in največ odvisnikov odvadijo odvisniki. In ta skupina mladcev je v zadnjem letu iz Slovenije odpeljala 60-70 ljudi, mladih ljudi, ki so postali popolnoma čisti. In to je problem, ki je za Kranj značilen že nekaj let, še od mojih rosnih mladih let je bilo to prisotno v Kranju in še en segment, tudi organi pregona morajo seveda tukaj maksimalno odigrati svojo funkcijo, seveda ne na teh ubogih narkomanih, ki jih je treba tretirati kot bolnike, temveč je treba vedno iskati izvor te nevarnosti, to so pa tisti, ki od tega lepo in bogato živijo. Problema pa se ne da odpraviti čez noč. Tako kot se sprašujemo, kako je možno, da v Skandinaviji na milijon prebivalcev umre 60 ljudi, se bomo še nekaj let spraševali, kako je to, da je na milijon prebivalcev toliko mrtvih zaradi drog. Čas bo potreben, vendar bo treba resno programe in politiko peljati na državni in seveda tudi na lokalnih ravneh. Je Kranj še lahko prestolnica Gorenjske ali to že Ljubljana? Ne, če jaz rečem, jaz mislim, da prejšnjo vprašanje Gorenjska potrebuje univerzo. Kranj mora ostati center Gorenjske, zato sem jaz tudi vedno poudarjal, da saj jaz osebno sem za enotno Gorenjsko pokrajino
ne da se delimo na zgornje in spodnje Gorence, to bi ali pa Bog ne daj še na vzhodne in zahodnje. Tako da jaz mislim, da Kranj je še vedno center Gorenjske in bo to mora postati še bolj.